Mariboru je zadnje čase vedno bolj priljubljeno metanje granitnih kock v avtobuse ali, kot temu rečejo športni strokovnjaki, štajerski pikado. Kdo v Mariboru namerno razbija stekla na avtobusih mestnega potniškega prometa? Nazadnje so nepridipravi po enem izmed mestnih avtobusov udarili v soboto zvečer. Policisti so ugotovili, da je zaradi meta granitne kocke prišlo do razbitja stekla na avtobusu. Jaz mislim, da mediji tukaj spet malo pretiravajo. Štajerci so sem malo bolj temperamentni ljudje. Ko jih ujame radar, ne pošljejo pritožbe na mestno redarstvo, ampak zažgejo radar. Ko jim pred nosom odpelje avtobus, ne zamahnejo razočarano z roko, ampak imajo v njej še granitno kocko. Nadaljujemo pa z veselo novico. Končno se je namreč zgodilo to, kar si Slovenci že tako dolgo želimo. Slovenija bo, pozor, naslednji 2 leti predsedovala Mednarodni komisiji za kitolov. Ne, niste me narobe slišali. Izmed vseh držav na celem svetu bomo ravno mi predsedovali komisiji za kitolov. Dajmo si zaploskati, Slovenija. Oziroma... Zdaj pa eno vprašanje, da vas vprašam. A je že kdo od vas kdaj lovil kita v slovenskem morju? Saj ne dvomim, da je velika čast, da predseduješ Mednarodni komisiji za kitolov. Ampak, če to funkcijo opravlja država, ki ima toliko morja, da se kit v njem niti obrniti ne more, ne da bi se naučil hrvaš govoriti, pol cela zadeva nekako izgubi smisel. To je tako, kot če bi Islandija predsedovala Mednarodni komisiji za tropske plaže, a ni? Zdravstvo. Da bi se izognili nepotrebnim obiskom v nekaterih urgentnih ambulantah po Sloveniji, že zaračunavajo nenujne obiske. Tudi v Celju. Tja je pred časom prišla pacientka, ki je sumila, da se ji obeta srčni infarkt. Ker k sreči ni šlo za infarkt, so ji na celjski urgenci izdali račun za nenujen obisk. Gospa je račun pogledala šele doma in se na urgenco vrnila s pravim infarktom. Tokrat ji obiska niso zaračunali. A vidite, vztrajnost se splača. Ampak vseeno, a ni to zaračunavanje nepravično? Kako naj jaz, pacient, vem, kdaj je nujno in kdaj ne? Konec koncev so zdravniki za to, da diagnosticirajo. Meni se itak za vsako stvar zdi, vse bo v redu, pogrem pa na internet iskat, pa je 100% rak. Zdravstvo bi lahko vseeno malo bolj stopilo nasprot hipohondrom, pa sestavlja en jasen cenik nenujnih obiskov. Naprimer, mislim, da imam infarkt, v resnici pa je samo slaba prebava. 10 evrov. Mislim, da sem si zlomil nogo, v resnici pa samo muskelfiber. 20 evrov. Bil sem na zborovanju Štajerske varde in dobil klopa. 200 evrov. 10 za klopa, 190 za psihiatra. In ko smo pri klopih, pravnomočna je postala obtožnica proti Zoranu Jankoviću v zadevi Stožice. Ampak brez skrbi, Zoran se drži. Bravo! Zoran ne samo, da se drži, on tudi dela. Ne samo z bicepsi, ampak tudi z možgani. Za bližajoče se lokalne volitve ima tudi že nov slogan. Zoran dela, sam ne preveč spraševati kaj. Jankovićev koprski kolega Popovič pa ima športne težave drugega tipa. Če bi se odpravili na tek v čisto novi športni park sredi Kopra, bi hitro padli v luknjo. Dobesedno. Tako je, koprski župan si je za skoraj 1,5 milijona evrov zgradil stezo za tek z oviro. Nova športna disciplina še čaka na vpis v razvid olimpijskih športov, medtem pa se župan sprašuje, kaj vse še skriva ta presenetljivi gradbeni podvig. To je 39 metrov, 38,7 metra globine je mulj, to je pač kako marmelada. Maja marmelada, smo zgradili stezo na marmeladi, kaj se čudeste, da se je vdrlo? Se bo še vdrlo? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!